Spoštovano občestvo, veseli in radostni smo, da vam lahko predstavimo diko in ponos naše vasi, veleznano stranjansko godbo, ki vam bude godla ves preostali čas. Zadnja domneva raziskovalcev o pomenu glasbe v človeškem življenju govori, da gre za posebno privzdihnjeno govorico, ki je imela v vsej zgodovini pomembno vlogo. Glasbeni napevi so se razvili iz akcentov, načinov poudarka znotraj stavka, torej iz govornega melosa. Iz ozkega obsega melodike, iz brezkončno ponavljajočih se tonov, iz trajnih motivov se je vedno bolj razvijal poseben svet, svet, ki ni dostopen vsakomur, a vendar ga vsakdo občuti, nekateri samo podzavestno. Po vsem svetu je glasba tista človekova spremljevalka, ki poudarja veselje in žalost, hrepenenje in otožnost, trdnost in mehkobo notranjosti. Kdor si je želel ta svet spoznati od bliže, je vzel v roko piščalko, napeto kožo ali pozneje kar v podjetju izdelan glasbeni inštrument. Tudi po slovenski deželi, predvsem po vzoru čeških prijateljev, so se pred dobrimi 100, 110, 120 leti začele pojavljati prve večje glasbene skupine, ki so spremljale predvsem sokolske zlete. Te skupine so imenovali godbe, zelo hitro pa so se prijele slovenskih tav. Vsak kraj, vsako mestece se je hotelo postavljati z njo. Tako ni bilo samo v Idriji, po Zasavju, ampak tudi v Stranjah nad Kamnikom. Da ne bo kakšne pomote, brez gasilcev ne bi bilo nič. Tudi v stranjanskem primeru ne. Pravzaprav gre za gasilsko društvo Kamniška Bistrica s sedežem v Stranjah. Po lepi gasilski navadi so si tudi oni kmalu po ustanovitvi postavili svoj dom, svoj gasilski dom, seveda v začetku lesenega, kot je bil pač običaj. Kmalu pa so ugotovili, da je vse premalo, če imajo samo vaje, suhe in mokre, če samo tu in tam po malem gasijo ali preprečujejo požare, ampak bi se v gasilskih vrstah lahko dogajalo še kaj več. In so med gasilskimi vrstami ustanovili v Stranjah tudi godbo. Inštrumente so nabavili na Češkem, kaj več pa v tej godbi pravzaprav ni znanega, še manj pa zapisanega. Glavno pa je to, da je zdaj v kongresnem letu 1986 spet začela delovati, seveda s starimi inštrumenti, ki so desetletja ležali na podstrešju gasilskega doma. Ker gasilci navadno niso skregani s pijačo, je bila prenekatera piščalka že skoraj popolnoma uničena, razjedena od sline, pa tudi vinski kamen se je držal že prenekatere. Vse v slogu, stari, lepi, kaže, da tudi pivski časi. In letošnjega 1. maja so stranjanski fantje s kapelnikom Dominikom Krtom na čelu igrali budnico kot pred 60, 80, 100 leti. Stranjani niso mogli verjeti svojim ušesom. Sicer pa se starih časov spominja tudi tajni gasilskega društva Andrej Brnot. Ta godba je sodelovala tudi, se ne bi spomnil, ker leta je bil v Ljubljani vse slovanski sokolski izlet. Na tem sokolskem izletu je sodelovala in mislim, občutek ima tak, ker so bili prvotni naši organizatorji nekaj sokolov, nekaj pa simpatizerov sokolov, da je
zaradi tega preko Češke ali pa direktno iz Češke bila nabavljena ta godba, ker so pač ti ljudje imeli med seboj tesne povezave. Kaj več pa naj pove o godbi, skladbah in predvsem o inštrumentih Dominik Krt sam, saj se je največ ukvarjal s tem. Skladbe, ki jih igramo, niso take, kakršni so vajeni ostali godbeniki, ki igrajo na standardne inštrumente. Sreča je ta, da imamo fante, ki so glasbeno izobraženi, torej so obiskovali ali še obiskujejo glasbeno šolo za standardne inštrumente. Kar se pa tiče tega zapisa glasbenega za te inštrumente, je pa tako. Inštrument ima obseg 8 tonov, pa še to ne vsi. 4 inštrumenti imajo obseg 8 tonov in 4 inštrumenti imajo različno višino. Torej, najnižja je mala oktava, to ima bariton, tudi inštrument se imenuje bariton, na to eno črtano ima ta alt in sopran, s to razliko, da alt igra razmak 8 tonov od E1 do E2, sopran igra razmak od G1 do G2, no, na to pride pa še pikolo, ki pa igra oktav višji od G2 do G3. Ostali inštrumenti, ki sledijo, so dve spremljave, altovska in sopranska. Te dva inštrumenta imata samo dve možnosti, zaigrata tonični akord in pa dominantni akord. Sledita inštrumenta imenovana basa, eden je nekje bas, drugi je kontrabas. Tudi te dva imata omejeno možnost igranja in sicer 4 tone. Toniko, dominanto, subdominantno paralelo in pa zmanjšano 7 stopno, torej 4 tone. Ritem sekcija je pa, edina ritem sekcija, no, je standardna kot pri teh godbah. Torej zapis mora iti tako, če je melodija zelo široko postavljena in da jo en inštrument ne more zaigrati, torej pač to melodijo igra, dokler je možno, da jo igra. Ko mu zmanjka tonov, ki jih ne more več prijeti, jih avtomatsko prenese na drug inštrument, ki je oktavo višji. Tudi mesta, kjer je nekdaj godba igrala, so se nekoliko spremenila. Pred Prvo svetovno vojno in v času med obema vojnama je godba, mlajši tega zagotovo ne vedo, igrala tudi v cerkvah, pri mašah, celo pri procesijah, seveda pa tudi na vseh tedanjih proslavah, srečanjih in kongresih, recimo na velikem kongresu gasilcev v Ljubljani nekaj let pred Drugo svetovno vojno. Vseh podrobnosti pa tisti, ki bi še lahko kaj vedeli, nočejo povedati, ali pa se jih resnično ne spomnijo. Zgleda, da starejši nočejo povedati, da so tudi oni znali najdeti vesele urice ob glasbi, ob dekletih in ob veseljačenju od pijači, recimo. Jaz sem poslušal, ko so vsak po svoje govorili, kako je bilo v tistih časih, in pravijo, da so pač prišli na veselico, igrali na urco, 2, potem so se pa fantje zapodle za dekletem, pa je 2 ure pauza, preden so jih najdli, pa so pa tudi kar 3 ure skupaj igrali. No pa tudi tak trenutek se je zgodil, da smo šli zvečer gasiti požar, gozdni požar, gor v Kamniške planine, in smo celo noč, pa še drug cel dan gasili, pa smo pa zvečer prišli domov in smo
enostavno še vse umazan črno, vsaj pa zmatran tak, prijeli instrumente in smo špilali pa še cel večer. Na srečo sem preko kolegice, ljudske pesnice Kati Turk, prišel do tovariša Strajnarja iz Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in ta nam je priskočil takoj na pomoč, seveda ne s podatki, ampak da bomo na vse strani poskušali skupnimi močmi, oni kot večja ustanova povezana s svetom, mi pa kot pač glasbeniki, torej najti izvor teh inštrumentov, odnosno je možno dobiti kje še kakšno rezerven del ali pa celo inštrument. No in do danes nam še ni uspelo najti niti izvora, niti možnosti kakšnega rezervnega dela, zato se že lahko bojimo, da čez leto, dve, da piščalke v teh inštrumentih ne bodo zdržale. In kdo so to fantje, ki kličejo? Gre za 11 preizkušenih godbenikov, samih mladih in veselih fantov, ki malo za šalo, malo zares hočejo nadaljevati tradicijo očetov in dedov. Janez Skrt, Dominik Obrat, pravi. Mi fantje tle pri godbi vsi ljubimo staro slovensko ljudsko pesem. In smo zelo rad zapojemo, pa tudi igramo vsi inštrumente, se nas je, skoraj vsi smo, igramo pri Kamniški plehmuska, ne. Pojemo pa tudi v zboru študentskem, eni pa pri liri tudi. Ampak imamo pa potrebo, da tudi nekaj svojega tle gor naredimo, ne. Toliko muskontarjev nas je tle v Strajnah in ni huder, da smo se lih na to plehmusko spravili. Tako, muska nekaj posebnega je pa izvirna. Janez Balantič pa dodaja. Začeli smo z večjih razlogov. Lahko bi omenil tudi eni par takih, da smo rad zapeli kakšno skupaj, takole fantje na vas, kakšno podokenco, majhen smo se družili skupaj, takole ene par nas je bilo. Glaven razlog je bil pa prav gotov ta, da mladinska organizacija v Stranjah že 2 let praktično ne dela, jo ni, in čutili smo eno potrebo do enega udejstvovanja, do ene razvedritve, ni bilo športa tudi ne, mi smo pa rad kaj zapeli pa zaigrali in smo se skupaj dobili. Veliko zaslugo pri tem, oziroma skoraj vso ima Dominik Krt, ki je zdaj tudi naš kapelnik, je majhen starejši, kot smo mi, tako da nas lahko malo krati, in on nas je skupaj spravil in rekel, fantje, bomo kaj zaigrali, inštrumenti so sicer tak malo starejši, ampak da se pa kaj zašpilati.
Tehnično plat na novo prebujene stare godbe, ki vzbuja pozornost, kamorkoli pridejo, pa obdela seveda njihov kapelnik. Vaje potekajo enkrat tedensko, ponovadi ob sobotah, ali pa, če je treba na brzino, za kakšno igranje že med tednom in tako dalje, imamo pa tudi lahko večkrat vaje. Zaenkrat izvajam tako, da pač pilimo te prve naše komade, zakaj? Zapisa zanje nekje ni. Prvotni zapis je postavljen v tonaliteto F-dura, inštrumente smo po preizkusu nekje dali v uglasitev C-dura, torej standardni C-dur igrajo inštrumenti, in zdaj, da nisem mešal fantov s tem, da bi zapis bil F-dur, igral pa bi C-dur, sem se nekje odločil tudi za pisavo C-dura, kaj svem, tudi v glasben šol se začne s C-durom in s prvim notam in pač mi smo začeli tudi s C-durom. Zato je tako, da na teh vajah pač ponavljamo tiste komade, ki jih znamo, ker komad je treba sprot napisati. Temu je treba dodati željo vseh krajanov, ki jo v imenu stranjanskih gasilcev izreče Andrej Bernot. Vsekakor pa je želja nas vseh, da se ta godba, naša godba razvije naprej in ostane kot okras našega lepa kraja in en konc prosujete. Tako se v stranjanskem primeru spaja preteklost s sedanjostjo. Dekleta se ozirajo za mladimi stranjanci, starejši so ponosni nanje, srednja generacija jemlje vse skupaj za šalo, kot da so nekakšni cirkusantje. Pravzaprav smo res, pravi vseh 11 nasmejanih fantov, potem pa se potrkajo po prsih. Tisti, ki živijo v čudovitem svetu glasbe, takšne ali drugačne, mlajše ali starejše, pa ob takšnem obujanju starih inštrumentov zadovoljno prikimavajo. Stranjani bodo v kratkem vsej vesoljni Sloveniji pokazali, kako so nekdaj igrali valčke in polke, koračnice in mazurke. Kapelnik Dominik Krt k temu dodaja. Seveda, perspektive so velike in res upam, da bomo s pomočjo vseh, tudi naših poslušalcev, mogoče najdel res še kakšen inštrument, ki bo nekje pasal k naši godbi, in pa rezervne dele, da bodo te inštrumenti lahko še nadaljnja leta igrali in razveseljevali naš slovenski narod.